Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Volitve se hitro bližajo, zato bo tale oddaja politično obarvana. Do volitev nas pravzaprav loči samo še 16 dni in če niste odločeni, komu oddati vaš glas, vas bo morda prepričal kdo od današnjih gostov. Z nami so gospod Jasmin Feratović od Piratov, gospod Vlado Dimovski iz stranke Generacij in Zeleni Slovenije, gospod Karel Erjavec, stranka Zaupanje in gospod Klemen Grošelj, podpredsednik stranke Prerod. Lepo pozdravljeni, hvala za udeležbo. Lep pozdrav. Gospod Erjavec, začnimo kar z aktualnim dogajanjem. Vas je danes v bistvu razveselila novica iz sodišča, zdaj boste smeli sodelovati na predvolilnih soočenjih na nacionalni televiziji in radiju. Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljen z odločitvijo upravnega sodišča, kar kaže na to, da sodstvo je vseeno še vedno neodvisno. Obžalujem pa to, da pač stranka Svoboda, ki je promovirala svobodo, moramo danes tožiti javno televizijo, da sploh smeš nastopati. Nam je tudi nastala ogromna škoda. Povedali ste, 16 dni je še do volilnega dneva. Praktično 14 dni moje stranke ni bilo nikjer, ker pač jo niso obravnavali kot stranko, ki ima parlamentarni status. Jaz upam, da bo na RTV kdo odgovarjal za to, ker je tudi ena velika politična škoda nastala. To tudi trdi sodišče v svoji obrazložitvi. Tako da bom v petek že nastopil, pa še dvakrat. Na dveh soočenjih pa pač naše stranke ni bilo. Ne vem, kdo bo to odgovarjal, je pa to dober znak za demokracijo v Sloveniji in dober znak tudi za naprej, za naslednje volitve, da javna RTV ne bo mogla pod pritiskom vladajoče politike omejevati stranke, ki prihajajo na novo in ki imajo dobre programe. Se vam zdi to nezaslišano, kar se je zgodilo v stranki Zaupanje? Tudi vi imate podobne izkušnje v Prerodu, tudi vi ste bili nekako umaknjeni tik pred zdajci soočenja na Pop TV-ju. Tam sicer po drugih kriterijih zbirajo sodelujoče na predvolilnih soočenjih kot na nacionalni televiziji, pa vendar, kako vi gledate? Se želi, po vašem mnenju, kakšne stranke na ta način utišati? No, gotovo je politični prostor v Sloveniji trenutno zelo specifičen. Zdaj tisto, kar mi lahko komentiramo, je tisto, kar preberamo v različnih medijih in če spremljamo medije blizu vladajoči stranki na levem polu in potem medije na desnem polu, očitno oba pola naša stranka moti. Očitno nekateri se ne želijo na eni strani, bi rekel, preroda leve sredine, ki bo nujno potreben glede na vse škandale in dogajanje v zadnjih letih, in na drugi strani očitno tudi desnemu polu ne ustreza pač prehod preroda v parlament, ker verjetno v tem vidijo možnost, da nastane levosredinska vlada. Je pa to tisto, kar na nek način kaže in sporoča nekaj o stanju slovenske demokracije, je pa tisto, kar mene veseli v konkretnem primeru, še vedno ta pravna država v Sloveniji, kljub vsem pritiskom, kljub vsemu, kar smo videli, še vedno deluje in sodišča očitno še vedno razsojajo neodvisno. Sodišče je hitro odločilo, v vašem primeru? Ja, zato, ker smo dali predlog za začasno odredbo in tukaj inštrukcijski rok 8 dni. Tako da niso imeli druge možnosti, kot da se ga držijo. Se naslavljam, gospod Feratović, vas ste zadovoljni s pojavnostjo vaše stranke v medijih? Mislim, tukaj se lahko spet navežem predvsem na RTV. Zdi se mi nepošteno, da so naredili dvoje soočenj parlamentarcev, eno za drugim, medtem ko smo zunaj parlamentarne stranke prišli na vrsto šele drugi teden kampanje. To je škodljivo iz vidika nekoga, ki pač dela kampanjo. Ljudje imajo potem občutek, kje pa ste, zakaj se ne pojavljate in podobno. Sploh, ko imamo recimo kombinacijo s temi Pop TV-jemi soočenji, ker spet določajo po nekem svojem kriteriju. In ja, seveda je RTV na nek način avtonomna, ima
pač neke svoje pravice, kako razporeja programski čas, ampak se mi zdi, da bi morali to bolje urediti v bodoče, ker je to zdaj že druga runda na nek način, kjer se dogajajo neke sumljivosti, kjer morajo stranke tožiti za neke svoje pravice in spet to, da pač moraš ti kot kandidat se ukvarjati z naprimer zbiranjem podpisov, z urejanjem dokumentacije, s komunikacijo z volilnimi komisijami, potem pa še pisati pravne postopke proti glavni televiziji, to je res za zunaj parlamentarce kar velik zalogaj. Tako da ja, bi pa rekel, da nekako se nam vseeno dobijamo priložnost, zdaj pač na zadnje smo dobili priložnost tudi na Pop TV-ju, ker naša stranka še ni imela te prilike. Kaj pa vaše medijske priložnosti, ste zadovoljni? Seveda ne, ampak zdaj v bistvu obstajajo neka pravila igre, ki so znana vnaprej, pa smo videli iz mnogih primerov, da se pravzaprav kršijo. Tudi ta zadnji primer. V vsakem primeru bi parlamentarna demokracija, dokler se še tako imenuje in ki je tak sistem, bi morala omogočiti enakopravnost. Pa ne glede na to, gre za parlamentarne, neparlamentarne stranke, ker sicer, če bi to recimo delali v NBA-ju, bi potem samo ena ekipa zmagovala 30 let, tukaj pa pravzaprav je cel sistem pravzaprav tako narejen, da nekateri štartajo z neko ogromno prednostjo, da pa tisti, ki želijo neko, lahko bi rekel, prinesti k neko različnost in z nekimi novimi pogledi pa praktično te šanse tudi ne dobijo. To, kdo dobi možnost, sem prej povedala, da je odvisno tudi od javnomnenjskih raziskav, pa se navežemo na te javnomnenjske raziskave, pa mi povejte, koliko sami menite, da so te javnomnenjske raziskave vredne zaupanja. Gospod Grošelj, začnemo z vami. Ja, pogledajte, te javnomnenjske raziskave, jaz tukaj imam več težav z njimi. Prve so metodološke, ker pravzaprav iz podatkov, ki so javno dostopnih, ne moreš ugotoviti pravzaprav, kakšne metodologije se uporablja, kakšnih vzorcih pravzaprav govorimo, tista splošna številka pravzaprav ne pojasni nič. Tisto, kar je velika odstopanja med temi javnomnenjskimi raziskavami, ki so res enormne. Pri našem primeru naše stranke je vse od 2% pa tja do 4-5%, potem kroži cel kup nekih neuradnih, tako imenovanih nejavnih raziskav. Torej, vedno bolj se ustvarja vtis in to je težava, da pač se z javnomnenjskimi raziskavami poskuša ustvarjati javno mnenje. Posledica vsega tega pa pravzaprav to, da ljudje zgubljajo zaupanje v te javnomnenjske raziskave in praktično niti ne vemo, kakšno je pravo stanje javnega mnenja v Sloveniji. In pa seveda tukaj še posebej tam problematično, zdaj to se z mojega vidika, da pač odločajo o tem, koliko bo nekatera stranka pripuščena, katerakoli pač k pristopu do medijev. In če bo rekel še to, kaj pač zasebne televizije lahko postavljajo svoje pogoje, pri javni televiziji pa mislim, da bi morali biti te kriteriji popolnoma jasni in pač vendarle javna televizija, javni servis, ki deluje v interesu celotne države. Gospod Dimovski, koliko vi menite, da imajo javnomnenjske raziskave vpliv na to, kako se volivec odloča na volitvah? Sigurno, da je neka informacija, ki potem usmerja, da tako rečem, razmišljanje. Naj nadaljujem tam, kjer je gospod Grošelj nehal. Recimo tudi jaz imam celo vrsto metodoloških in strokovnih problemov s temi anketami. Prvič mi govorimo o ankete lažete, zaradi tega, ker lažete. To se pravi, da je v bistvu jemljemo indikativno, so pa za določene medije zveličavne. In na osnovi tega se dela neka selekcija, ampak glejte, v bistvu zakaj pravite, da lažejo, če lahko to malo zaradi tega, ker pojasnite? enostavno iz lastnih primerov in primerov nekaterih drugih, recimo, pa zdaj lahko tudi to dokumentiram, smo naredili en test. Smo naredili en test za neko javnomnenjsko hišo in potem so spraševali, skratka, oni imajo nek spisek, ti anketarji imajo spisek in grejo tega in je naš član v bistvu rekel, jaz bi pa stranko generacij. Pravi, ja, se to pa ne morete in seveda je v bistvu to prvi problem. Drugi problem, ki, kot je že bilo prej rečeno, je, da so se merile stranke, ki sploh še niso obstajale. In ko sem jaz v nekem razgovoru, sem rekel, pa se vidi na
ekonomski fakulteti padel metodološki predmet, zaradi tega, ker merite pojav, ki ga sploh ni. Ampak to je potem odgovor je bil, ja, če pa tako hoče naročnik. Naročnik po Sloveniji vemo, da v tem trenutku sta mogla biti 2 ali pa 3 politične stranke, ki si lahko to prvoščijo. In je seveda tako jasna ta sprega z privatnimi anketarskimi hišami in pa javnim medijem, kot je televizija. In to je po moje nedopustno, ampak da ne bi šel preveč v globino ali pa širino pri tem problemu. Skratka, iz tega je vidno, da v bistvu te ankete, tako kot je bilo rečeno, ustvarja neko javno mnenje, ki je pa posledica neke odločitve, za kakšno koalicijo se globoka država zanima. In ker je pač globoka država se odločila, da bo isto koalicijo, bi rekel, favorizirala naprej. Potem to je globoka država? Globoka država je ozadje, spleti in tako naprej, ki praktično določajo glede na svoje interese, kakšna naj bo ureditev oziroma kakšna naj bo ta državna administracija v prihodnje. No in če smem potem nazaj, in potem se dogaja to, kar se zdaj dogaja, ne, da v bistvu se igra s 3 kartami plus še 1 in se to tisto 4. enkrat imenuje prerod, enkrat se imenuje, se imenuje potem pirat in tako naprej. Skratka, kombinacije se delajo, ki bodo na koncu lahko prinesli, pa tudi ne prinesli nek določen rezultat, ki je bil mišljen vsega začetka. Gospod Erjavec, verjamete v globoko državo v spregi javnomnenjskih anket? Torej? Normalno, poglejte, ko smo se obrnili na eno zasebno anketno agencijo, ne bom povedal imena. Zakaj nočete z imeni operirati? Zato, ker bomo tožbo dobili, pa je pol to težko dokazovati, ampak je bilo rečeno, ni tega denarja, da bi mi na anketah podprli Karla Erjavca. Zdaj naprej. Poglejte, te ankete smo imeli referendum, glavna agencija, ki v bistvu odpira pot na soočenjih na Pop TV-ju. Govorimo o Mediani, ne? Ja, zgreši za 20% na referendumu. Pa še kar jo najemajo. Zdaj, glede teh ozadij, gotovo obstajajo, gre pa zdaj, če so bili včasih strici iz ozadja, ki so zdaj precej ustareli in imajo več te vitalnosti, imamo pa zdaj v ozadju razne kapitalske lobije, ki so izjemno zainteresirani, kakšna bo vlada. Ker v glavnem v Sloveniji vsi razpisi državni se potegujejo domača podjetja. Tuj kapital sploh nima možnosti, da uspe na nekem resnem razpisu. In seveda, ti, ki obvladujejo ta kapital, imajo interes, da se vlada ne spreminja. Zato, ker pač so te kapitalske poti zdaj že utečene. In si vi predstavljate, naprimer, če Janez Janša zmaga na volitvah, sestavi vlado, kakšen pretres bi to bilo na SDH-ju in na drugih paradržavnih podjetjih, Telekom, Dars in tako naprej. In zato je ta borba tako močna. V zadnji pa seveda kapital, denar in jaz verjamem, da te, ki imajo te zasebne anketne agencije, ki merijo javno mnenje, zelo dobro služijo, zelo dobro bogatijo, seveda trpi pa slovenska demokracija. In vidimo, kaj se dogaja. Država zaostaja po vseh kriterijih. Baltske države nas prehitevajo. In mi bi se morali tudi odpreti za tuj kapital. Vse nas ne bodo kupili, vse smo že tako kupljeni. Gospod Ferratović, se po vašem mnenju z javnomnenjskimi anketami spodbuja na neke vrste tudi taktično glasovanje volivcev, da se namerno morda napihuje podpora vladi za to, da bi se ta razdeljenost Slovenije mogoče pokazala in bi ljudje raje glasovali za morda proti kandidata, kot pa za kakšno od manjših strank. Torej, glede javnomnenjskih raziskav bi rekel, da tisti anketarji, oni so pač plačani za to, da izvedejo nek tip raziskave, ne? Ampak odvisno je seveda od naročnika, koliko sredstev za to raziskavo nameni, ne? In kaj nam ta naročnik potem interpretira. Ne? Zdaj, če imate vi raziskavo, ki je narejena na vzorcu 700
ljudi in se pač trdi, da je to reprezentativen vzorec. Za 2-milijonsko državo je 700 ljudi kar malo. No. A potem po drugi strani imamo ta interval zaupanja, torej kakšna je statistična napaka, tega se recimo ne prikaže, ne, in imamo v resnici zelo nekako neprofesionalno prikazano vse skupaj, ker na drugi strani naprimer dobimo te razporede, ne, v vodstvu sta SDS, Gibanje Svoboda, imamo to navijaštvo, ne, v teh naslovih, ker danes ljudje tudi berajo samo naslove in bi recimo izpostavil kar Siol direkt, ne, recimo že, mislim, da že več kot leto dni, odkar naročajo ankete strani Valicona, ne, izkoriščajo te ankete za neke bombastične naslove, kako sta v resnici samo dve izbiri. Ne. Se pravi, na eni strani SDS, pa na drugi strani Svoboda. Ne. In to recimo pač portal Siol je pač medij v delno državni lasti, ne, ga pač kontrolira lahko politika, ne, hkrati pa ne igra po nobenih pravilih, ki recimo veljajo za RTV. Ne. Recimo to se meni zdi zelo problematično, ne, da dejansko neka garnitura pač lahko to prevzame, naroča ankete in potem izvaja neke svoje prikaze skozi pač in novinarje, ki so pač tam bili nastavljeni in podobno. Torej, mnenje vseh štirih je, da niste najbolj zadovoljni s temi javnomnenjskimi anketami, torej, in pred volitvami potem bolje, po vašem, da jih ne bi bilo, ali kako, gospod Grošelj? Ne, gledajte, javnomnenjske ankete seveda so čisto, rekel, spodobno orodje v predvolilnem boju. Seveda za tisto, kar je bilo večkrat izpostavljeno. Seveda, te agencije, ki to izvajajo, bi seveda morale biti zavezane nekim profesionalnim standardom, ne, metodološkim in tem standardom. Vse tiste, jaz razumem, da lahko vedno bodo te analize se delale, vedno bodo stranke, ki imajo več kapitala, več denarja, naročale takšne in drugačne analize, ne, in seveda potem prilagajale svojo kampanjo in to tudi vidimo zdaj pravzaprav. Ne. Tisto, kar je meni pri teh zdaj aktualnih anketah bolj problematično, je to, da se zdaj to, kar je bilo tudi rečeno, ne, izredno se polarizira družba. Ne. To je tisto, kar pravzaprav... To je to, kar sili ljudi v taktično glasovanje, kar sem prej omenila. Tukaj bi jaz bil pa malo previdena. Veste, s tem taktičnim glasovanjem je tako. Zdaj neki so domneve, bom rekel, strokovnjakov, tako se reče, kot spin doktorjev, druga potem, kaj se zgodi. Tisto, kar meni se zdi, da je bolj problematično, je to, da pravzaprav se ta slika, kakšne so razmerja sil politična, pravzaprav s takim pristopom se pravzaprav zbrišajo, ne, in pravzaprav mi nimamo neke jasne slike, kaj se dogaja v javnem mnenju in kakšne so razmerja sil, ampak jaz tukaj vedno rečem, ne, primer Brexita, tam se je marsikaj delalo, marsikatera nova orodja so se uporabljala, ampak vedno, ne, še vedno pa verjamem in sem prepričan to kot politolog, da na koncu pa vendarle o tem, kako bo rezultat volitev, ne, vendarle odloča družbeni kontekst, v katerem volitve in mnoge so, tu so razni, jaz bi rekel, da so tudi javnomnenjske raziskave treba upoštevati v nekem kontekstu poskušanja vplivanja, ampak na koncu jaz verjamem, da se vendarle ljudje odločijo sami. Ne boste torej manjše stranke ali novo nastale stranke morda nič prikrajšane zaradi takih anket. Torej, ne bi rekel prikrajšane, veste, tukaj bi jaz rekel, da je bolj izpostavljen problem konteksta, ki se ustvarja. Veste, koliko je teh priložnosti, ne? Demokracija vendarle temelji na tem, da gre za izmenjavo stališč, mnenj, pogledov, dejstev. Programov. Zdaj pa tukaj govorimo samo kdo je za in kdo je proti. In to je tisto, kar tudi mi v naši stranki skozi poudarjamo. To pravzaprav paralizira razvoj te države. Veste, v tem je problem. Ta država z razvojno zaostaja. Vi, če pogledate vse kazalce z izjemo enega, ne? To je rast sredstev za razvoj in za raziskave, vsi drugi kazalci ekonomski v tej državi trenutno padajo. Ko smo pri ekonomiji, ekonomski kazalci padajo, gospod Dimovski, se strinjate, kakšni so vaši podatki? Ja, seveda. Jaz mislim, da je to ena najšibkejših strani te vlade. Se pravi, gospodarske rasti praktično ni. Ne. In majhna ekonomija, kot je Slovenija, bi lahko, recimo, pozoril veliko število majhnih ekonomij po svetu imela bistveno više stopnje rasti. In iz tega vse izhaja. Ne? Ker ljudje rečejo, kje boste pa dobili, če hočete znižati davke, ki je lahko spodbuda tudi za privatni oziroma podjetniški sektor. Ne? Potem rečemo, se je lahko baza za davke višja, tudi če so nižje stopnje, okolikor je gospodarska rast višja. Problem te gospodarske rasti, pa sploh gospodarstva, po mojem, eno pomanjkanje neke vizije, kaj bi sploh želeli početi. Jaz to pogrešam, pa ni to zdaj neko govorjenje v prazno in tako naprej, ampak sploh kam bi radi prišli.
Mi nimamo ni gospodarske tega. rasti, ne, je pa rast v številu javnih uslužbencev. Ja, in, to pa je Klemen pozabil povedati, ne, da je pa v bistvu drug kazalec, je pa seveda število v javnem sektorju zaposlenih poraslo, sam ne bi rekel, da je to ravno tisti kazalec, s katerim bi se veljalo hvaliti. No, če samo nadaljujem Pa vas to kaj skrbi, ta porast javnih uslužbencev in javna poraba? Glejte, v bistvu ekonomija je pravzaprav veda, kjer ni nekih, lahko so interpretacije, ampak v bistvu številke so pa neizprosne. Ne. Jaz bi samo tukaj povedal, recimo, da je ena od pomembnih stvari ekonomije seveda tudi učinkovitost. In zdaj, če se ti pri istem bruto domačem proizvodu povečuje recimo javni servis, potem to pomeni, da je manj učinkovit. Zdaj mi bi seveda morali povečati učinkovitost in povečati učinkovitost v celem sektorju gospodarstva, je seveda povezano tudi z investicijami. In kar se pri nas dogaja, ne, seveda, tisto, kar bi rekli ekonomiji, neučinkovite investicije. To se pravi, return ROI je prenizek, a ne, za tisto, kar bi lahko bil glede te. Tukaj je pa problem, kot sem že prej rekel, gospodarske rasti in pa usmerjene investicij v določene sektore. Če ti usmerjaš tam, kjer je gospodarska rast oziroma kjer je sektor tak, da ne prinaša določenih rezultatov, potem bo tudi splošno v bistvu rezultat nižji. Ne. Mi imamo recimo čudovito priložnost bi imeli, da bi dejansko usmerili v gradnjo. Ne, ker tam je največji, ko bi rekel to, kar rečemo akcelerator, ne, največ lahko pripomore k bruto domačem proizvodu. In v tem smislu mislim, da je politika oziroma gospodarska politika neustrezna. Ne. In še bi seveda lahko Graden se bomo še našteval. kasneje dotaknili, kar dodajte. Glejte, pravzaprav naš velik problem je pravzaprav učinkovitost javnih investicij. Ne? Mi vlagamo veliko, pravzaprav ta 1,1% BDP, ki ga imamo zdaj, tudi statistično je jasno povedal, to je, se pravi, državne investicije in pa zasebna potrošnja. Se pravi, vse to mi generiramo sami. Ne? Nam padata in izvoz blaga in storitev. Tisto, kar je tudi skrb vzbujajoče, je, da padajo investicije v orodje in stroje, zelo tisto, kar bodo proizvajali dodano vrednost. Ne? In mi imamo zdaj strukturni problem tukaj noter. Predvsem pri javnih investicijah bi pa rekel tako, ne? Veste, zelo pomembno je, kako mi vlagamo. Recimo zdaj aktualna vlada veliko govori o gradnji železnic. Mi ne gradimo železnic, mi obnavljamo železniške postaje, ne gradimo pa novih tirov. In Slovenija Gradimo drugi tir, ne? Drugi tir je dopolnitev. A veste, mi lahko zgradimo drugi tir, super. Ampak kaj od Sežane do Ljubljane potem naprej? Veste, mi imamo tukaj težavo, recimo, jaz sem zasledil en podatek, ki je zastrašujoč, recimo povprečna hitrost tovornega vlaka na določene dni, to je po podatkih Slovenskih železnic, Koliko je 20 ali 40? je 18,8 km. A si predstavljate? Zdaj pogledajte, mi imamo tukaj konkurenčne proge, ki tečejo severno od nas, vzhodno od nas, vsi vlagajo in pravzaprav Slovenija tukaj, ki bi morala graditi na tem logističnem potencialu, a ne, tega ne naredi in zdaj kaj se nam dogaja. Ne? Tudi, ko govorimo o cestah, gledajte, ceste se dušijo pod tovornim prometom, ne? Ker kaj se dogaja? Luka Koper povečuje pretovor in ta pretovor ne gre na železnice, ampak gre na tovornjake. Potem z delom ministrice Alenke Bratušek vidim, niste najbolj zadovoljni. Zdaj se sicer hvalijo, da bodo 11. marca del proge drugega tira začeli tudi uradno testirati, tam bo peljal protokolarni vlak, zdaj se išče vse pravne možnosti, da se bo to lahko izpeljalo pred volitvami, ampak kako naj na to gledajo volivci? Je to kot eno hvaljenje, glede na te podatke, ki jih je prej gospod Grošelj podal? No, jaz se povsem strinjam, kar je povedal gospod Grošelj, pa tudi glede gospodarstva z gospodom Dimovskim. Nazadnje sta oba doktorja znanosti z tega področja. Moram pa reči, da to, kar se zdaj dogaja, to je pač politična folklora na najnižji ravni. Zdaj se pritiska na vse načine, da se ta protokolarni vlak odpeljal, ampak dejstva so pa taka, kot je povedal doktor Grošelj. Jaz bi upozoril tudi eno drugo zadevo, in sicer na davčni vijak. Mi, če gledamo Eurostat, lahko vidimo, da naši delodajalci dajo za bruto plače več kot delodajalci v Španiji pa Italiji. Mislim, da smo na 10. mestu, ko gre pa za izplačilo neto, smo pa na repu teh lestvic, kar pomeni, da bo treba davčno politiko spremeniti, razbremeniti poslovno okolje. Poglejte, kaj se z SPI dela, samostojni podjetniki, namesto to spodbujali, ker tam nekdo, ki uspe
tudi potem počasi gradi podjetje. Ravno danes sem v pogovor z našo računovodkinjo, ki je rekla, poglejte, jaz sem začela sama kot računovodkinja, kot SP, danes imam 10 zaposlenih, sem razvila podjetje, ker sem pač uspešna, zaupanja vredna. In to, da to dušimo, to je še en problem. Naslednji problem pa je tudi ta, da mi karkoli gradimo iz državnega proračuna ali pa iz evropskih sredstev, pa še tam se nam velikokrat po nesreči, da jih ne zgubimo. znamo počrpati In mi bi oziroma- morali privabiti tuj kapital. Jaz se spomnim, kot zunanji minister prišel avstralski pokojninski sklad in se je zanimal, kakšne infrastrukturne projekte imamo, ampak takoj, ko sem dal to na koalicijo, je bilo zavrnjeno, da mi tega ne rabimo, pa kupili nas bojo, pa ne vem kaj. In se zopet vrnem na tisto, da vzadej so pač kapitalski lobiji, ki nimajo interesa, da bi se ta vlada ne vem kako spremenila. In še ena zadeva, Ministrstvo za zunanje zadeve nič več ne dela na gospodarski diplomaciji. Jaz, ko sem postal minister za zunanje zadeve, moram reči, pa tudi sem doktorja Dimitrija Rupla, ne so vsi želeli se ukvarjati samo z velikimi temami, Bližnji vzhod, Afganistan, Irak. Potem sem rekel, imamo mi kakšno letalo nosilko, pa lovce, potem se bo naša beseda verjetno malo bolj slišala. Nimamo nič. Zato se je kot gospodarska diplomacija in Avstrija, recimo, ko so Rusi dobili zimske olimpijske igre, je naslednji dan že bil veleposlanik pri gospodarskem ministru, povedal, kaj vse lahko naredijo in večji del olimpijskih iger v Sočiju so zgradili Avstrijci. Mi pa spimo, pa se gremo, ne vem, ene čudne zgodbe. Tudi tola sedaj, gledajte, v Iranu. Tega se bomo dotaknili, da samo ta krog glede gospodarskega stanja države. Ampak to je zelo pereče. Ljudje ležijo na tleh brez hrane, otroci jokajo. Bomo v nadaljevanju tega se tudi dotaknili, samo da zaključimo še to vprašanje za vas, gospod Feratovič. Glede Pirati, kaj menite? Gospodarska slika države slaba, se pridružujete mnenjem sogovornikov? No, kar se kazalcev tiče, je to dejstvo, da ta tako realni sektor pač ni ustvaril dodatne vrednosti, ampak je večina te rasti sproducirana pač strani investicij države. Samo upravičam to, da vas zmotam, da en kazalec jaz povem, in sicer nedavno so Finance poročale, da je Golobova vlada v mandatu vsak mesec javni sektor povečala za 277 ljudi, to je skoraj 20 ljudi vsak dan. Kako to komentirate? Pri te številke sem gledal in tukaj je tudi ogromno kadra za te storitve, ki se do zdaj recimo pač niso izvajale. Govorimo o pač vrtci, šole, tudi vojska, na koncu se kar spodbujalo zaposlovanje. Torej se vam zdi, glede tega stanja ne zdi tako zaskrbljujoče? Treba je ločevati, kje se je polnilo neke službe za osnovne storitve, ki se do zdaj niso izvajale oziroma so bile podhranjene. Tega je kar nekaj. Hkrati pa seveda imamo tudi zaposlitve, tudi ogromno teh, torej na ministrstvih, v javni upravi, ki so pač narejene tudi na zaupanje, torej tudi ogromno tega nekega mešanja kadra. Torej nam se zdi to kar velik problem, ko se zlorabi to funkcijo, torej zaposlitve na zaupanje v kabinet ministra. In se potem ta človek na nek način dobi vstopnico v javni sektor, potem po nekaj mesecih ga premestijo, ker zdaj pač izpolnjuje določene pogoje in vstopi v ta sistem javne uprave in določene stranke od tega dolgoročno živijo, so pač etablirane točno zaradi tega, ker so dovolj kadra uspele pripeljati v javno upravo, ki potem jih tam podpira in so pač v resnici njihovi zavezniki. Tako da definitivno je treba to politično kadrovanje omejiti. Mi bi recimo prepovedali človeku, ki je bil pripeljan na zaupanje, bi moral imeti neko ohladitveno obdobje, da se ne sme potem, ko konča svojo
službovanje pri nekem ministru, da se ne sme ponovno zaposliti v javni upravi za določeno obdobje. Na tak način bi recimo omejili to bohotenje teh služb ministerskih in podobno, ker tam je predvsem velikega izkoriščanja. Na drugi strani pa, ko govorimo o gospodarstvu, je tudi pomembno povedati, da zdaj smo dobili v resnici račun za našo energetsko politiko zadnjih 20 let, ker v resnici večina te inflacije, ki danes jo živimo, izvira iz rasti cen goriv, torej zaradi sankcij, zaradi vojen, je pač cene borze so šle gor, plin in podobno. In mi v resnici plačujemo zdaj to, da so se takrat na začetku tega stoletja so se pač politiki odločili, da bo pač zgrajen TEŠ-6 namesto nove nuklearke in danes so CO2 kuponi izjemno visoki in se nam seveda operiranje te termoelektrarne več ne splača in moramo seveda uvažati. In naše gospodarstvo najbolj trpi zdaj v tem trenutku zaradi visokih cen. Isti problem imamo kot Nemci, ker smo vezani na njihovo gospodarstvo, torej mi smo v resnici podizvajalci, naša industrija je podizvajalec za nemško industrijo in imamo isti problem kot oni, torej deindustrializacijo zaradi visokih cen energije. Se gledajte, da ne bo ustvarjena ta umetna dilema, ki se v Sloveniji vedno odpira, ker je postala pravzaprav že ideološka, javni sektor, zasebni sektor. Gledajte, oba morate z roko v roki, ampak tisto, kar je ključno, zdaj, če mi kot družba povečujemo dodano vrednost, če mi povečujemo učinkovitost javnega sektorja, tudi potem, če javni sektor raste, ker mi smo se zavestno odločili, mi smo sprejeli odločitev, dolgotrajna oskrba, zdravstvo, to bo javno. In se pravi, tukaj so neke nove storitve in tukaj seveda posledično bodo zaposlitve. Paradoks je pravzaprav, da v dolgotrajni oskrbi ni zaposlitev in da nam bolnice so oddelki zaprti, ker mi nimamo tega najbolj osnovnega kadra. Se pravi, tukaj je tisto, kar je pomembno, da razvojna politika države mora z rastjo dodane vrednosti financirati tudi ta javni sektor, da bo deloval in nudil tiste storitve, ampak to mora početi učinkovito. Vi pa še rekel pri gospodarstvu, naš največji izziv, v katerem se pravzaprav nič ne govori, je to, da se pravzaprav ekonomski model evropski spreminja. Evropski ekonomski model prihaja v 21. stoletje in pogledajte, če bi bil jaz gospodarski minister, bi ob informaciji, da BMW v Leipzigu iz Kitajske uvaža humanoidne robote, pravzaprav bil zelo zaskrbljen. Zakaj? Ker to bo imelo neposreden vpliv na že za tako prizadet slovenski avtomobilski grozd, ki pa pomeni kar nekaj 10.000 delovnih mest. In tukaj bi morala slovenska politika odreagirati za ukrepi, da se tudi ta industrijski avtomobilski grozd pri nas, bom rekel, robotizira, avtomatizira in tako naprej, da bo lahko zagotavljal storitve in seveda posledično, veste, pa to pomeni tudi spremembo paradigme razvoja družbe v smislu, kako zdaj javni sektor, kako zdaj davčne politike, veste, ker več robotov pomeni manj delovnih mest, mi pa financiramo zdravstvo, pa pokojnine, vse iz prispevkov. In vse to je pred nami. In to ni zdaj vprašanje, kot se zdaj nekako ustvarja pri teh, ko smo pregovorili tudi o javnomnenjskih anketah, da je to čez 10 let. Ne, to je jutri. To je pred vrati, ja. Zdaj pa, da gremo iz gospodarskega področja še mogoče malo na zunanjo politiko. Vam je zelo znana, gospod Erjavec, zdaj je zelo aktualno dogajanje v Iranu. Povejte mi, je bil odziv naše zunanje politike dober? Ja, mlačen je bil. Moram pa reči, da bi moralo Ministrstvo za zunanje zadeve že prej upozoriti, da pač je situacija tam zelo nestabilna. Bili so tiho. Kako se to lahko zgodi pravzaprav? Druge države opozarjajo, Američani so opozarjali, nismo to kaj preslišali? Ja, mislim, da pač ministrica ni bila pozorna, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, ali pa je podcenjevala ta problem, da je možno, da pride do napada. Vi morate vedeti, če Angleži in druge države umikajo svoje zaposlene iz veleposlaništev, opozarjajo turiste, da naj ne hodijo tja, bi bilo najlažje, da bi tudi naše ministrstvo pravočasno upozorilo. Zdaj, kar se tiče tega dela, je ta napad upravičen, a ne. Tukaj mislim, da je naša politika dobro odreagirala, gre za kršitev mednarodnega prava in tudi je treba vedeti, Iran ni Venezuela,
Iran je kar urejena država, 100 milijonov. Jaz se bojim, da se v ta konflikt zavlekel. Treba pa vedeti, zadaj je še Kitajska in Rusija. Kitajska je sploh odvisna od nafte v zalivu in mislim, da lahko se zgodijo nepredvidljive stvari. Na vsak način bo pa to slabo vplivalo na evropsko gospodarstvo. Že ukrajinska vojna je povzročila padec rasti zaradi dviga cen nafte in plina. Sedaj bo pa še novi val. Jaz upam, da bo Trump, ki je precej nepredvidljiv, v enem trenutku rekel, zmagali smo, se umikamo, dosegali smo svoje cilje in da se življenje vrne v normalne tirnice, ker največjo škodo bo pa utrpela Evropa. Se strinjate, gospod Dimovski, je bila zunanja politika na tem področju preveč mlačna, odzivi? Ja, tukaj je več stvari. No, jaz bi samo to začel s tem, da pravzaprav me je začudilo, da naša zunanja politika ni imela teh informacij. Zdaj, mi imamo celo vrsto nekih instrumentov, imamo celo vrsto nekih mrež in tako naprej in da je do tega prišlo, da so naši ljudje ostali tam, se mi zdi nezaslišano. Zdaj, to po moje... Zdaj je vlada razporedila 1,5 milijona evrov v namen njihovega reševanja. Je to kakšna poteza? Prepozna? Jaz mislim, da poteza je seveda dobra za ljudi, ker jaz mislim, da v tem trenutku bi morali se fokusirati na ljudi, ki so naši ljudje, ki so tam ostali. In enostavno narediti vse, to se pravi poklicati, ne vem, predsednik vlade bi moral poklicati vse možne, tako bi rekel, partnerje, da bi dobili letalo, da bi direktno potem iz Dubaja, kakorkoli iz Dohe, da bi svoje ljudi pripeljali domov. In mislim, da je to bil en test tudi humanosti, bi rekel, te zunanje politike. In to v bistvu ni strateško vprašanje. To je bilo čist, bi lahko rekel, v tem je bilo taktično vprašanje ali pa operativno in seveda želja in namen v bistvu, da se ljudje čim prej pripelje domov. Ker izkušnje, kakršne bojo zdaj imeli te ljudje in podobno, mislim, da so slabe. In to je ta človeški del v bistvu, kjer smo mi, kjer smo mi državljani odvisni, da tako rečemo, od uspešnosti ali pa operativnosti vlad. Drugo je pa potem to, kar je bilo že prej začeto, to vprašanje nekih strateških sprememb, ki se zdaj kažejo. Mene v bistvu je najbolj pravzaprav je vprašanje, ker tukaj gre za naš odnos do Evropske unije in naš odnos do NATO, ki se seveda s tem v bistvu spreminja ali pa se bo spreminjal v prihodnje. Videli smo, da recimo gospod Rutte zahteva, bi rekel, doslednost v spoštovanju, bi rekel, NATO standardov in podobno. In kaj bo to prineslo, kako bo šlo, v katero smer se bo to gibalo, pa po moje eno veliko tveganje lahko, ker videli smo, da je kar naenkrat je pravzaprav cel Bližnji vzhod v nekih kombinacijah, nekih vojnih stanjih in tako naprej. In to je lahko seveda zelo nevarno. In kam se bo tukaj Slovenija svojo, tako rečem, če še nismo mogli zaščititi svojih ljudi, pozicionirali pa seveda potem tudi naslednje vprašanje. Gospod Ferratović, ste zadovoljni z zunanjo politiko gospe Tanje Fajon? Jaz bi se navezal na moje predhodnike glede tega, da je sramotno, da seveda niso bili prej informirani, prej pripravljeni. Skoraj vsak couch komentator je že govoril, da bi se ta napad znal zgoditi. Sem se pogovarjal z družboslovci in obramboslovci. Dve letalonosilki sta se parkirali, ena v bližini Irana, druga v bližini Izraela. In že kar nekaj tednov se je nakazovalo, da zna priti do tega napada. Na drugi strani, če smo spremljali recimo retoriko ameriškega predsednika, njegovega kabineta, je res bilo zelo, zelo jasno, kaj se bo zgodilo. In to ni bilo nekaj, kar je prišlo iz danes na jutr, tedne se je pripravljalo in mislim, da je tu naša zunanja politika popolnoma pogorela. Določene države so ukazale evakuacijo že mnogo prej. Tudi to, da je zdaj prišlo do napada na zalivske države, druge zalivske države, tudi to je bilo za pričakovati, ker na nek način imamo mi na Bližnjem vzhodu neko hladno vojno med Savdici in med Iranci na drugi strani, se pravi ta razkol med suniti in šiti.
In je enostavno, torej te zalivske države so smatrane kot zaveznice in jih iranska stran vidi tudi kot sovražnika. Tako da dejansko je naša zunanja politika tu ni bila niti malo proaktivna, enostavno smo pustili, da se stvari odpeljajo tako, kot se, in zdaj se vsi igrajo heroje, kako rešujejo naše ljudi, kako bodo zdaj vsi zagotovili letala, gospod predsednik vlade snema TikToke, kako je, pričakujem še, da se bo kako uniforma oblekel na tej točki. Gospod Grošelj, vi ste obramboslovec, povejte mi, je feministična zunanja politika Tanje Fajon sploh primerna za te zapletene geostrateške razmere trenutno? No, poglejte, vprašanje ženske je gotovo pomembno vprašanje, zato je vendar 50% človeštva. Gotovo je to nekak realna politika, ki je vredna pozornosti. Ampak tisto, kar zaznamuje slovensko zunanjo politiko in varnostno politiko, je pravzaprav to, kar zaznamuje to vlado že vse skozi. In to je velika improvizacija. Glejte, mi smo nekaj tednov nazaj poslušali o velikem spoštovanju mednarodne skupnosti do Slovenije. Gostili smo pravzaprav tudi ministre iz območja, kjer pravno zdaj potekajo spopadi, in človek bi seveda pričakoval, da bo slovenska diplomacija po teh kontaktih ena najbolje obveščenih o tem, kaj se pravzaprav dogaja v regiji, da bi znala napovedovati to dogajanje, ne samo da reagira na njega. In zdaj tukaj imamo dve zadeve. Zdaj jaz seveda obžalujem. Na zadnje je bil tudi gospod, kako že direktor Sove, gospod Kadivnik na obisku pri Trumpu, bi človek pričakoval, da so kakšne informacije. Ti si bilo vezano na jedrsko elektrarno pa Westinghouse. Ampak pustimo to. In zdaj tukaj, seveda ljudje, da so ujeti, to je bilo za pričakovati. Pravzaprav, če gledate vse evropske strateške dokumente, tudi slovenske, je evakuacija državljanov z kriznih območij ena izmed prioritet. To se seveda je zgodilo. Tudi če bi ministrstvo opozorilo agencije, ne pojtujte, prihaja to in to, bi se to število seveda zmanjšalo. Ampak, veste, to je tranzit. Ljudje potujejo čisto tranzitno in se znajdejo ujeti. In tukaj meni rekel, recimo preseneča. Zdaj mi najemamo čarterske lete. Ta država je kupila 2 letali, zato smo porabili ne vem koliko 100 milijonov evrov in zdaj bomo za 1,5 milijona evrov najemali čarterske lete, ker bo to ceneje kot polet s temi transportnimi letali vojaškimi. Zdaj se vprašam, zakaj so potem to mi kupili? Pa se to je neka zmogljivost, kjer smo mi rekli, da bomo imeli za transport vojakov in seveda za to vrstne primere. To je šolski primer, kjer bi lahko oba Spartana izvedla to evakuacijo, to bi bilo še dobro za slovensko vojsko, ker bi imeli promocijo, ker bi rekli, lejte, to je bil nakup, ki je bil namenjen za to vrstno, se pravi, smotrnost. Ampak ne, tukaj gremo improvizacijo, najemamo neko čartersko družbo iz Jordanije, torej država, ki je sama pod napadom v tem trenutku. Se pravi, že to, da nekdo pričakuje in oceni, da bo letalo iz države, ki je pod bombardiranjem, odletelo v drugo državo, ki je tudi izpostavljena raketnim napadom, bi odpeljala Slovence. Veste, to nekako ne gre skupaj. Jaz bi pričakoval, da Slovenija ima to diplomatsko mrežo, da lahko recimo v Omanu ali nekje tam imamo velike letalske kompanije, če že gremo v čarterje, so Združeni arabski, imate ta Emirates, pa kaj so še druge velike te družbe letalske in gotovo so tam letala na voljo, da naredijo te. Torej, zelo vidi se ta improvizacija in pa to še nekaj, če bom to zaključil, kaže na to, na splošno se slovenska diplomacija zelo, zelo slabo znajde v teh kompleksnih mednarodnih odnosih. Zdaj ne vemo, jaz verjamem, da imamo mi odlične diplomate, tudi analitske službe, ampak zdaj tukaj očitno gre za političen problem. Se pravi, problem v samem vodstvu, ki nekako ne razume in se vedno, preko ta moment notranje politike, ki vpliva na zunanjo politiko, enostavno v Sloveniji veliko premočan. Se strinjate? Povsem se strinjamo. Ki vpliva na zunanjo. Poglejte, jaz moram reči, da danes dopoldne sem dobil kar veliko teh preko spleta, kjer Slovenci prosijo za pomoč. Povedal sem, otroci ležijo na tleh, lačni so, jokajo, Slovenija pa nima rešitve. In tudi to sem želel načeti. Mi smo kupili 2 aviona Spartana ravno za te namene, ker imajo tudi neko zaščito, če pride pač do streljanja. In ne vem, kaj se dogaja. Jaz mislim, da vsi spijo tam na vladi ali pa vsi se ukvarjajo samo z volitvami in da jih nič več ne zanima, kaj se dogaja z našimi državljani na Bližnjem vzhodu. Sem pa še enkrat prepričan, to je povsem nepotrebno. Jaz, če bi bil še naprej minister za zunanje zadeve, bi gotovo čisto drugače ukrepal, upozoril. Moj sodelavec je bil Andrej Šter.
ki je bil fenomenalen Pravijo, za da te je zadeve. zdaj zmeda ravno zato, ker njega ni več. Ja, verjamem, zato ker politično kadrujejo. Jaz, če pogledam, kaj so skadrovali tam na ministrstvu za zunanje zadeve, imate polno članov SD-ja, ki nimajo blage veze z zunanjo politiko, ki niti niso diplomati. To je pa ta problem, ki je bil že strani piratov omenjen. In to politično kadrovanje uničuje državo. Po drugi strani je pa tudi strah uradnikov, da karkoli odločijo, ker če odločijo, in če slučajno napačno odloči, potem je pod udarom vlade. Vse veste, predsednik vlade je dostikrat rekel, če nekdo ni všeč, ga vržem čez ramo, tako kot je ministrico za notranje zadeve. Kako šele uradniki se potem bojijo. In vem, da prihaja do mnogih šikaniranj. Ministrstvo za zunanje zadeve pa mislim, da ni odigralo svoje vloge, čeprav imamo tam potencial, imamo dobre ljudi, ampak so verjetno dol v kleti. A veste, na zunanjih zadevah je bila navada, če pa šel nov minister, so tiste dobre diplomate iz druge opcije dal v klet. A nimate nobenih stikov, nimate kaj dosti stikov več z diplomati? Ne, imam se pri nas kandidira dr. Milan Jazbec, ki je profesor za mednarodne odnose, diplomat, in mi pravi, da je katastrofa. Da niso zadovoljni. Da je katastrofa. In da se to niti ne bi zgodilo, če bi imelo ministrstvo pravo vodstvo. Zdaj se bližamo koncu, da imamo še 10 minut, zato bi prosila, če lahko res zelo kratko jedrnato odgovarjate na naslednja vprašanja. In sicer za začetek me zanima, ste prebrali koalicijsko pogodbo zdajšnje vlade, kaj po vašem so v njej izpolnili in česa ne in s tem najbolj škodili državljanom. Se pravi, s tistim, kar niso naredili, pa bi morali in so zamudili svoj čas. Gospod Feratović. Mi pirati smo najbolj kritični do te laži o 30.000 javnih najemnih stanovanjih. Torej, to je ena najbolj zavoženih obljub. Ko smo gledali, na kak način se je to zapeljalo, torej to je šlo za nek tak predvolilni projekt pred evropskimi volitvami. Takrat je predsednik vlade na hitro sklical tiskovno konferenco in izjavil, da se je zdaj zagotovilo 1 milijardo evrov za javna najemna stanovanja. Potem smo šli gledati, ta 1 milijarda evrov se je izkazalo, da gre za v resnici 100 milijonov razdeljenih na 10 let. In potem, ko računamo, približno zdaj te male soseske je nekje 150.000 evrov na posamezno stanovanje, se pravi 100 milijonov je nekje 700 stanovanj na leto, se pravi, smo zelo, zelo daleč od te številke 30.000. Gospod Dimovski, vi? Ja, ena od teh sigurno, pa ne bi ponavljal, ampak sigurno ena od stvari, ki bi jih tukaj izpostavil, seveda zdravstvo pa zdravstveni sistem, tudi zdravstvena politika. Da ne bom govoril spet o dnevih toliko do specialista, kar je bila ena izmed obljub, tudi ena izmed koalicijskih strank, ampak v glavnem tukaj je bila to po mojem mnenju ena največjih, ko bi rekel, ne napak, tudi strateško pač ta vlada ni šla v smeri, da bi uredila zdravstveni sistem. Nastali so konflikti z zdravniki, kot še na drugih področjih, in tukaj so bili kar nekrat zdravniki, ki so bili neki heroji, tako rečem, za časa COVID-a, so kar nekrat postali v bistvu državni sovražniki. Zdaj, obljuba, ki bi jo mi dali volivcev, je seveda, da mora vsak posamezni, se pravi državljan Slovenije, v vsakem trenutku imeti dostop do zdravnika oziroma zdravstvene storitve. To je vizija, jaz se to zavedam, ampak vlada, v bistvu, vsaka vlada bi to morala vzeti, ker je to nekak storitev državljanom. In to, kar smo že prej govorili, je v bistvu ta vlada ni v funkciji nekih državljanov, ni v funkciji interesov državljanov in če vzamemo poleg stanovanj zdravstva, bi lahko še druga področja omenili, recimo, kar se tiče podjetništva. Podjetništvo bi moralo oziroma podjetniki zadihati, pa niso, zaradi tega, ker so se davki spreminjali, tudi davčni sistem v tej vladi in to je seveda ustvarjalo dosti nestabilno okolje. Jaz mislim, da ena od stvari, ki sicer v teh predvolilnih in tudi sicer ni bila veliko krat omenjena, pa bi rad omenil, je šolstvo.
kjer se sicer postavlja, kot je ta vlada, govori tudi o nekih uspehih in tako naprej, tega ne zanikam, ampak jaz mislim, da se v bistvu šolstvo bo moralo najbolj prilagoditi spremenjenim razmeram. V smislu inovativnosti, v smislu ustvarjalnosti, v smislu, bi rekel, nekega novega šolskega modela, zaradi tega, ker sicer naši študentje, naši učenci zaostajajo. To se pravi, Zahod zaostaja za vzhodom. In če to ekstrapolirate za neko določeno obdobje, potem vidite, da je to, da mi ne bomo imeli ljudi oziroma talenta, da bi lahko pariral v bistvu na globalnem trgu. In to se mi zdi ena izgubljenih priložnosti ali pa zamujenih priložnosti te vlade. Gospod Erjavec, se spomnite kakšne obljube Golobove vlade, ki jo ni izpolnila? No, največji uspeh te vlade je to, da je naredila največ škode v zgodovini na posameznih področjih. Zdaj, če naštejem, v zdravstvu vemo, da čakalne vrste se povečujejo, pokojninska reforma je že nova formula usklajevanja pokazala, da je negativna, ker glavni cilj je bil... Pokojnine so se ravno kar zvišale? Ja. A je predvolilni bombonček? Ne, poglejte, niso se zvišale, zato ker ne lovijo ne rasti plač, pa ne rast življenjskih stroškov. To pomeni, so se zmanjšale kljub temu usklajevanju, ker košarica je pa manjša. Niso se zelo zvišale, namesto 5,9 so se 4,2 in je potem vlada pač še procent pravzaprav dodala arbitrarno. Velik problem je, da posegajo v neto plače. To se prvič zgodilo v slovenski zgodovini. Kljub temu, da plačujemo socialne prispevke, jaz podpiram dolgotrajno oskrbo, ampak gledajte, zato plačujemo davke, je proračun, 1. člen Ustave pravi, Slovenija je pravna in socialna država, plačujemo socialne prispevke in nam kradejo iz naših žepov 1% upokojencem, 2% vam, in to je uspeh. Potem, da ne govorim poplavljence, govorite o 30 000 stanovanj, pa niso sposobni 2 hiše postaviti za poplavljence. Govorimo o sodnikih. Pride predsednik vlade kot neki car, pravi, jutri boste imeli 600 evrov više plače. Kje so zdaj teh 600 evrov? Največje razočaranje zame, ki sem volil svobodo, je pa to, da sem mislil, da bodo prinesli res več svobode. Vemo, kakšna je bila situacija v prejšnji vladi, ko smo imeli omejitve prehode iz ene občine v drugo. Zaradi covida je bil to pretiran ukrep, ampak danes, poglejte, kje je ta svoboda. Mi smo morali tožiti RTV, da sploh lahko nastopamo na soočenjih. Se zato vračate v aktivno politiko? Zato, ker ste toliko nezadovoljni z vašim glasom, ki ste ga dali Gibanju Svoboda? Ja, to je eden od razlogov. Glavni razlog je pa to, veste, te novi obrazi, brez izkušenj, oni se 4 leta učijo, pa še se ne naučijo. In mi rabimo v tej zaostreni situaciji izkušene politike. Poglejte, tukaj imamo doktorja Dimovski. Skupaj so bila v Drnovškovi vladi. Tukaj imamo doktorja Grošla, ki je bil državni sekretar na ministrstvu za obrambo. Mi imamo pa eno ekipo ministrov, za polovico jih sploh ne vem, kdo so. Nekih sploh ni v javnosti. To smo ravno prej ugotavljali, da nihče ne ve imena ministra za notranje zadeve. Tako, ti, ki pa so v javnosti, pa vsako potezo, ki naredijo sam še več škode. In potem ni čudno, da je Slovenija tam, kjer je. In jaz upam, da državljani, da bojo dali glas tistim, ki imajo izkušnje, ki imajo politično kilometrino. Ne nazadnje, mi v tem mandatu prvič nimamo upokojenske stranke. Poglejte, kaj se dogaja. Dimovski, ki je šef stranke generacij, sploh nima možnosti nastopanja. Jaz, če ne šel v tožbo, bi imel enako situacijo. To se pravi, najbolj ranljive skupine, to vlado nič ne zanima. Zanimajo kapital, potem letovanje pri prijateljih, pa tako naprej. In nekdo, ki je bil predsednik uprave Gena, ki ima, veste, da ima plačo še pa še, hod na dopust k prijatelju. Mislim, pa daj, kup si tamle
plačaj si hotela, ne, če hočeš na morje. A Ne, in to je pove nastopil- vse. Torej je In to- nastopil čas za stare obraze zdaj, da se vračate stare Ja, obraze. Tudi v NSI se vrača Lojze Peterle. Poglejte, v tej težki Izkušene. svetovni, Ja, izkušene. v tej težki svetovni situaciji, ko ne vemo, kako naprej, lepo so bili povedani vsi problemi, od gospodarskih, varnostnih in tako naprej. Ni več časa za nove obraze, pa za igračkanje. Mi rabimo eno močno vlado in verjetno bi bilo dobro, da ta vlada ne bi bila samo vlada enega pola, ampak da je kombinirana. Drnovšek je zmeraj kombiniral. On ni imel nikoli čiste leve sredinske vlade. Zmepoval, enkrat je bil SLS, enkrat so bili SKD, zato da so v vladi, ko je kritična situacija, zastopani vsi interesi družbe. In takrat je bila kritična situacija. Bomo uspeli priti v članstvo EU, v NATO. Zdaj smo mi v podobni prelomnici, ampak tista je bila pozitivna, ker smo uresničevali sanje. Ta prelomnica je pa negativna, zato ker je negotovost, je strah, politika se pa ukvarja s tem, kdo bo s kom, kdo ne bo s kom, nam je združili moči in to Slovenijo potisnili naprej. Temu besedo še gospodu Grošlju Se glede opravičujemo. Golobove vlade in zavez Golobove vlade. No, jaz bi rekel, da pravzaprav obljub je bilo ogromno danih, ogromno prelomljenih. Tisto, kar v bistvu mene najbolj žalosti, je, da se je lotevala reform zaradi PR-ovskih učinkov, ne pa zaradi realnih ciljev, ki naj bi si jih postavila z temi reformami. Če gledamo recimo dolgotrajno oskrbo, to je prav, mi to potrebujemo. Glede na našo starostno strukturo je to eno strateških izzivov, ampak gledajte, mi smo to spet, ta vlada je to tako naredila. Spet smo improvizirali. Glede, improvizirali smo, zdaj imamo dolgotrajno oskrbo v domovih za starejše občane, pa spet ne za vse, ker zdaj ponovno ljudje vstopajo po zakonu o socialnem varstvu in plačujejo popolno ceno domov, ne, ki je Še pa mnogo zdaj bistveno 20% višja zaradi dvigov višja, plač. kot je bila prej. Tako, Potem tako. imate, potem pravzaprav nimamo dolgotrajne oskrbe na domu, pa cilj reforme je bil, da ljudje čim dlje ostanejo ostanejo doma. Ja, ne, ker se tam najbolj počutijo, in tudi najboljše staranje je, če si ti doma tam, kjer se dobro počutiš. Potem, če imamo pokojninsko reformo, ne, to je bil ukrep za to, da smo dobili denar iz Evrope. Ne zato, da bomo mi reševali nekaj, kar nas bo leta 2030 udarili s tako silovitostjo, da bomo res iskali nove finančne vire. Veste, to niso več heci. In tukaj pravzaprav je naredila to, ne, da je v nekaterih pogledih dejansko poslabšala izhodišče Slovenije, rekel dolgoročno, ko se bo s temi izzivi soočala. Ne? Tudi kot so bili omenjena stanovanja. Jaz si ne znam predstavljati, kako bo država gradila stanovanja, vi morate tam sodelovati z župani, z lokalnimi skupnostmi, tam so zemljišča, oni postavljajo prostorske načrte. a ne? Pravica dosti cementa, ki ga tudi ni za... No, No, a veste, sam se zelo dobro sodelujejo z določenimi župani, ampak tudi določenim županom je v interesu, da se prostorska politika ne spremenja, da se gradi samo luksus, žal. ampak veste, to država mora imeti, mi vendar, tudi v našem programu, v končni fazi, ta strateški premislek. Glejte, še zadnji komentar, ne? Mene je bilo grozovito na tem zadnjih soočenj, ko predsednik vlade reče, ja, čakalne vrste niso realne, potem reče, mi smo naredili reformo in zdaj ugotavljamo, da so delali reformo na podatkih, ki jih pravzaprav ni niso- bilo. ki Kako niso delaš realni. reformo? Vsaka reforma mora temeljiti na dejstvih. Se pravi, ti imaš preverjena dejstva in reče, zdaj so pa ukrepi, ki bodo to spremenili v neko boljše dejstvo. In zdaj mi ugotovimo, 3 leta govorimo o zdravstveni reformi, zdaj ugotovimo, da pravzaprav niti ne vemo, koliko ljudi čaka, nedopustno dolgo in tako naprej. Kar je, mislim, po svoje žalostno in kaže nekaj Pa ostane. ta vlada je nehumana. Poglejte, dolgotrajna oskrba je povsem spregledala osebe s posebnimi To smo potrebami. pisali, ja. Demenca in tako naprej. Ne? te so Brez vprašali. občutka, ne? brez Glede na neke to, da- človečnosti. a ne. Glede na to, da se bližamo koncu, dajte mi samo na hitro, da ne odgovarjati. Dolgotrajna oskrba, dobra, slaba poteza, to ste že rekli, da seveda je potrebna. Ja, mislim, da tako kot je bila zapeljana, se je v redu za začetek, ne, ampak je pa daleč od tega, kar potrebujemo. Sežigalnica v Ljubljani, da ne. Ne, v kotlini je ne moramo imeti. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, dobra, slaba poteza. Mislim, Slovenija je edina država, ker smo nekaj ukinili, pa to, kar smo ukinili, se zdaj drži. Ne. Tako da, Ja, to je... Enako vprašanje za vas, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja, mislim, da je tukaj, ko se zdaj draža
Drži, Drži, ja. drži, to v bistvu ni bilo to, kar je bilo osnovni namen. Sežigalnica v Ljubljani, da ne? Da, ampak na drugačni lokaciji. Dolgotrajna oskrba? Dolgotrajna oskrba samo en korak, še delač v bistvu izpolnitve celotnega tega paketa dolgotrajne oskrbe, kar bo tudi že prej povedano. Gospod Erjavc, sežigalnica v Ljubljani. No, potrebujemo samo, kot rečeno, lokacija pa ni prava. Ne. O dolgotrajni oskrbi ste že povedali svoje mnenje, kaj pa glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Glejte, če se draži, cilj ni bil dosežen. Ja. Cilj je pa bil, da bo cenejše. Okay. Gospod Grošelj, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mi smo ga ukinili, mi smo ga premestili. No. Ampak tisto, kar je bolj problematično, tudi tisto, kar pravzaprav sploh ni tema razprav, je pa to, da v bistvu se nam dogaja, da imamo mi javni sistem zdravstveni, zdaj se nam pa državne zavarovalnice ponujajo dodatne zdravstvene zavarovanje, hitrih specialistov in tako naprej, in nam se v bistvu v senci te velike tudi na nek način ideološke borbe za javno zdravstvo, ki ga mi tudi odločno podpiramo, pa kaj veste, paralelno se gradi, nek drug sistem, lahko ta spomenik vidimo recimo zraven največje komercialne televizije v Ljubljani. Sežigalnica v Ljubljani, da ne? Jaz bi tukaj upozoril na izkušnjo z regionalnimi odlagališči smeti, odpadkov, ki smo jih gradili praktično v vsaki regiji, v vsaki občini. Prvo je treba ugotoviti, koliko teh sežigalnic rabimo in potem najti najboljšo lokacijo, ki mora biti podobna recimo tisti na Dunaju, ki je na takem dosti prepišnem lokaciji, da pač verjetno Kotlina ni najbolj primerna lokacija v Ljubljani. Sam mora biti pa blizu Ljubljane, ker je tam polovico prebivalstva. No, tukaj bom malo kontriral, bom rekel, zdaj smeti vozimo iz obale v Ljubljano, tako da... Ne, vem, ampak le koncentracija prebivalstva, da namo poleg kamionov še imeli smetarstvo vozilo na avtocesto. Zdaj pa še zadnje vprašanje za vsakega od vas. Kdo od nasprotnih političnih opcij vas je v do zdajšnjih predvolilnih soočenjih najbolj prepričal, če vi ne bi nastopali na volitvah, koga bi izbrali? Gospod Grošelj. Ja, to je za mene dokaj narodno vprašanje po nekaterih izjavah. Jaz bi rekel tako, če pogledam ponudbo, bi rekel, da, pač neka sredinska, bi rekel, da demokrati. Če ne bi bil seveda spet ponovno v tej borbi, kateri sem. Moj problem je ta, ko gledam soočanja, po 5 minutah ugasnem in prešaltam na kakšen šport ali pa kakšno boljšo vdajo. Zakaj? Zato, ker je neznosno to gledati. In ne glede na to, da smo zdaj dobili... A mi smo bili danes znosni, gospod Erjavc? Ja, super ste bili. Zato, ker ste objektivni. Vas verjetno podpira Golobova vlada finančno in tako naprej. Tako da je zelo težko to gledati in tudi ne vem vam povedati. Tudi zame bo težko nastopati na teh soočanjih, ko gledaš to revščino od politikov. Gospod Dimovski. Ja, jaz sem že na televiziji povedal, jaz sem predsednik stranke Generacij in glasoval bi seveda za stranko Generacij. Če bi pa moral za kakšno drugo, pa raj ne bi šel na volitve. Gospod Feratovič. Ja, jaz imam tudi podoben problem kot moji predhodniki. Tudi se mi zdi splošno razočaranje z celotno politično garnituro. Tudi če se zdi recimo včasih gospod Logar kdaj prepričljiv, mu enostavno ne verjamem, da ne bo šel z SDS-om v koalicijo in da so to pač samo sladke besede pred volitvami. Medtem ko vsi ostali pač ponujajo nek star, že preverjen recept, tako da definitivno bi te volitve ne bi ostal doma, ampak bi se pa potem mogoče odločal med temi alternativnimi strankami, če pirati ne bi obstajali. Dragi gledalci, v upanju, da smo vam kaj olajšali izbiro 22. marca, se lepo poslavljamo in nasvidenje do prihodnjič.